Multikulturalnost me bogati, ker živim v stičišču slovenske, madžarske in hrvaške kulture, delno tudi kulture spodnje Štajerske. Dvojezičnost je zame pridobitev, ker zahteva večjo inovativnost od učitelja in učenca. Prekmejno sodelovanje ima v Prekmurju močne korenine zaradi sorodstvenih vezi, poslovnih partnerjev in reševanja skupnih problemov. Zelo znan je projekt Muranja, ki omogoča reševanje najrazličnejših problemov na področju izobraževanja, šolstva, turizma, kulture, kmetijstva, prometa in kulturne dediščine. Ker meje padajo, bo v prihodnosti predvsem aktualno medregionalno projektno sodelovanje. Pripravljenost na dialog mora biti obojestranska, vendar pa mora večina manjšinam zagotoviti možnost za samorazvoj, za učenje, za vključevanje v družbo, odstraniti mora ovire in poglejmo, kako se teh nalog lotevajo v Mariboru. Maribor je mesto, ki je že od svojega nastanka dalje zaradi svoje posebne geografske lege na poteh med Severno Evropo in Balkanom v sebi združevalo različne kulturne kroge, različne identitete, pa tudi različna verska prepričanja. Ampak prebivalci so se skozi stoletja navadili strpnosti do drugačnih. Ta strpnost je bila opazna še posebej po drugi svetovni vojni, ko je postalo mesto center močnega industrijskega razvoja in se je vanj doselilo zelo veliko ljudi, ki so prišli iz drugih krajev in drugih republik. Mariborčani smo že od nekdaj gojili zelo dobre stike s sosednjimi državami. Zlasti je bilo to opazno na področju kulture in je opazno, saj se je veliko glasbenikov šolalo v Gracu in Zagrebu, veliko hrvaških glasbenikov pa je delalo in dela v Mariboru. In danes si slovenskega narodnega gledališča v Mariboru sploh ne moremo več predstavljati brez odličnih umetnikov iz Ukrajine, Romunije, Hrvaške, ki so že vsi zdavnaj postali naši spoštovani someščani. Na Andragoškem zavodu v Mariboru se že leta ukvarjamo z izobraževalnimi projekti. Vsebina tako evropskih projektov kot in drugih izobraževalnih programov se je do sedaj nanašala predvsem na učenje o jezikih in kulturah v okviru Evropske unije, na iskanje skupnih vrednot sodobne zahodne družbe, na možnosti dvojezičnega izobraževanja priseljeniških staršev in otrok in na vzgojo za življenje z več enakovrednimi identitetami, ki bi posamezniku omogočile bogat osebni razvoj in enakovredno vključevanje v večinsko okolje. V Mariboru si zelo prizadevamo, da bi si lahko vsaka etnična skupina izražala v svojem lastnem maternem jeziku. In na tem področju je zelo dejaven gospod Marjan Pungartnik. Marjan Pungartnik, pesnik in prevajalec iz jezikov nekdanje Jugoslavije ter iz češčine, italijanščine in angleščine, skuša kot tajnik Zveze kulturnih društev Slovenije odpirati možnosti kulturnega izražanja različnim manjšinskim skupinam prebivalstva, Nemcem, Romom, Srbom, Hrvatom, Bošnjakom, pa tudi Angležem. Razvil je model literarne delavnice, ki slovi na obravnavi konkretnih literarnih besedil, saj meni, da je jezik ključni element ozaveščanja posameznika. Marsikomu pomaga tudi do prve objave literarnih dosežkov. Veste, Maribor ima eno mejno pozicijo, tako glede Avstrije in socialno. To je mesto, ki je dolgo časa razpadalo in je nastalo precej manjšin. Recimo, če gremo od tega, mi smo prvi poskušali inkorporirati v naš kulturni sistem kulturna društva manjšin.
To nisem samo jaz, to je cela zveza kulturnih društev in predvsem na literaturi, seveda mariborska literarna družba. Tako ob nekaterih nasprotovanjih so recimo se vključevali v program romske skupine, potem smo recimo pritegnili kulturne skupine priseljencev. Občutljivo je vprašanje nemške manjšine tukaj in je bilo tudi na nek način potrebno jim zagotoviti nek prostor, odkoder bo lahko tudi kulturno govorila, ne samo politično. Kaj lahko storimo za ljudi, ki živijo na robu recimo družbenega, družabnega življenja? Inštitucionalno življenje je zelo zaprto za tiste, ki prvič stopajo v kulturno življenje. In jaz se odločil, da jaz ne bom šel po tej poti. To je pravzaprav tisto, kar je moj cilj, da ne samo to, da jaz imam posluh za njih, ampak da one se srečujejo, da se tudi drugi srečujejo s tem in da ni več teh skrajnosti. Naj povzamem skupno misel naših govorcev. Negujmo svoje lastne kulturne korenine in spoštujmo tuje. Učimo se drug od drugega, da bomo skupaj ustvarjali boljši jutri. Da ne bo nihče med nami kot ti čuvarji gradu, pri katerih so pozabili na jezike.